Lepo pozdravljeni. Kostanjeviški župan Latko Petretič in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini. S podpisom nove pogodbe so tako v Kostanjevici na Krki potrdili dosedanje dobro sodelovanje s krško družbo Kostak. Kot pravi kostanjeviški župan Latko Petretič, so v koncesijski pogodbi zajeta vsa dela, ki jih je v občini Kostak opravljal že v prejšnjem obdobju. Sicer je zdaj eno leto veljal aneks pogodbi, ker so bile prejšnje razmere pač v občinskem svetu tako, da se te pogodbe ni dal sestaviti. Zdaj je druga struktura in smo se pač tega lotili. Sicer je pa to nujno, drugače občina ostane brez komunalnih storitev in mogli smo to dokončati. Vsekakor je to rezultat minulega dela in pa normalna obveza za prihodnost. V zadnjem 8-letnem obdobju smo na področju komunalnih dejavnosti v občini Kostanjevica na Krki kar naredili tektonske premike, predvsem na področju oskrbe s pitno vodo, saj od 2 let nazaj, ko smo naredili novo filtrirano napravo, ni bilo več dneva prekuhavanja pitne vode, prej bilo na leto tudi do 100 dni prekuhavanja, sploh pa tako vreme, ki je bilo zdaj v decembru, bi bilo zelo problematično pred prazniki, nekako to je bilo en izmed večjih uspehov. Vrednost pogodbe v tem obsegu je trenutno okoli 520 tisoč evrov letno, vendar tu ne gre za fiksne cene, poudarja Petretič. Ker vemo, da lahko se razmere na terenu čisto spremenijo in bojo cene pač storitve dražje. Tukaj je predvsem pri zimski službi je planirana v istem znesku, ki je bila lansko leto, vemo pa, da je to že trikratnik te cene včasih. Zdaj, če nam bo vreme poslužilo, bo to ostalo v tej obliki, nekje lahko manj, lahko, če pa veliko snegavo, pač ta cena druga. V tem obdobju, poleg vzpostavitve varne in normalne oskrbe s pitno vodo iz zajetja jama, izpostavljajo tudi nekaj drugih dosežkov. Med drugim so v Kostanjevici zelo povečali količino ločeno zbranih odpadkov in zmanjšali količino odloženih odpadkov. To se vidi, da občani zbirajo, ločujejo, seveda je pa tukaj zasluga tudi Kostaka, da je po vseh vaseh postavil te ekološke odtoke in da to zbiranje tako poteka, da se ljudje zavedajo, kjer kontejner kaj dati, da ne prihaja do zmešnjav. Če je samo podatek, da odložimo letno iz celotne občine Kostanjevica na Krki samo 1 kamion odpadkov, vse ostalo drugo se pa tako snovno kot tudi energetsko predela. Vsekakor so pa tudi druge dejavnosti, ki so bile uspešne. Med izzivi v naslednjem obdobju Leskovar izpostavlja priključitev čim več občanov na centralno čistilno napravo, saj ta trenutno dela s polovično močjo. Poleg tega načrtujejo tudi obnovo nekaterih vodovodnih sistemov in redno vzdrževanje cest ter javne razsvetljave. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v Kulturnem domu Krško potekala osrednja posavska slovesnost. Kot je poudaril slavnostni govornik, svetnik v Državnem svetu Republike Slovenije Srečko Ocvirk, odločitev za samostojnost ni bila hipna in tudi pot do nje ni bila lahka. Osrednja posavska slovesnost je minila v duhu spomina na prelomne dogodke pred 29 leti, ko je Slovenija s plebiscitom enotno stopila na pot samostojnosti in samoodločanja. Današnji praznik je pomemben za Slovence, kajti gre za spomin na dogodke, ki so prelomno se zarezali v zgodovino Slovencev, kajti po stoletjih sanj smo Slovenci končno prišli do svoje države in dejanja, ki so se dogajala ravno pred 30 leti, so bila tista odločilna, ki so pripomogla k temu. Zato je ta praznik zelo pomemben. Zagotovo je bila odločitev pred 29 leti izredno pomembna za Slovenijo, za Slovence, kajti kasnejši dogodki so potrdili, da je bilo to prava odločitev in da smo šli v pravo smer, da je bil to edini način, kako ohraniti Slovenijo razvojno učinkovito, vključeno v srednjeevropski prostor in perspektivno državo. In danes lahko rečemo, da smo veliko od tega dosegli. Verjetno pa nekatere
priložnosti niso bile popolnoma izkoriščene, vendar vedno je čas, da jih popravimo, da nekako sledimo razvojnim trendom, ki so pač danes v sodobnem svetu. Ob prazničnem dnevu se je slavnostni govornik Srečko Ocvirk ozrl na dogodke ob koncu leta 1990, ko je v Sloveniji vladala enotnost. A ta pri manjših vprašanjih popusti, je prepričan. Pa vendar je pomembno, da se pogosto vprašamo, kdaj je pomembna enotnost naroda, državljanov, da opravijo bistvene razvojne korake. Kajti država mora biti odgovor na potrebe državljanov, na odgovor tudi na razvojne možnosti, na širši mednarodni, družbeno-politični prostor in mora zagotavljati to povezovalno silo državljanov. In če država ne povezuje države, potem razpade. To se je zgodilo pred 29 leti in verjamem, da je v Sloveniji toliko modrosti, da danes znamo upravljati državo in da danes država nudi državljanom tisti varen okvir, v katerem lahko uresničujejo svoje gospodarske, politične in družbene cilje, kar je bistveno za pozitiven razvoj države. Ocvirk je tudi v svojem govoru dejal, da danes živimo lažje, kot smo pred 29 leti. Živimo dlje in bolj kakovostno. Vsi deli države napredujejo, življenjski standard se dviguje v vseh pokrajinah. Kljub temu pa prihaja do izredno močne centralizacije v gospodarskem, upravnem in finančnem smislu, je dodal. Vse se pomika proti centru. Slovenija pa ni samo prestolnica, kjer je locirano skoraj polovica vseh delovnih mest v državi, plačanih iz javnih blagajn. Slovenija ni samo birokratski aparat na ministrstvih. Slovenija je tudi Kunšpert, osnovna šola na Veliki dolini, kmetija na Svignem, gozdar na Jatni ali zaposlen v Metalni. Poudaril je, da prav vsi državljani potrebujejo storitve, ki jih je država dolžna zagotavljati preko svojih sistemov, ter da je zato smiselno, da se del pristojnosti, odgovornosti in virov z države prenese na regionalno raven. Verjamem, da smo danes boljša država in boljša družba. Zato moramo zaradi zagotavljanja razvoja in konkurenčnosti na vseh področjih slediti sodobnim evropskim načelom. Regionalizacija je eno izmed orodij za doseganje teh ciljev. Gostitelj večera, župan občine Krško, je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen odgovornosti do vsega, kar je samostojnost prinesla. Leto, ki prihaja, bo znamenje obletnice rojstva našega rojaka, velikega jezikoslovca Adama Bohoriča, ki je utemeljil obstoj slovenskega jezika. Ta jezik in slovenska kultura pa morata ostati osnova naše nacionalne zavesti. Zato še posebej, ko obeležujemo zgodovinski dan za našo državo, ne sme popustiti naša pozornost do jezika. Prireditev je letos imela tudi dobrodelno noto. Simbolično vstopnino 1 evro so obiskovalci skupaj prispevali 432 evrov za krizni center za otroke in mladostnike Krško v okviru Centra za socialno delo Posavje. V nadaljevanju poglejmo nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. Pravkar končano leto 2019 so uspešno sklenili v Nuklearni elektrarni Krško. V remontnem letu so končali nadnačrti. Proizvedli so namreč 5533 gigavatnih ur električne energije, kar je skoraj 2% več, kot so načrtovali. V letošnjem letu sicer ne bo remonta, bodo pa zato v elektrarni nadaljevali s projektom programa nadgradnje varnosti. V letu 2020 načrtujejo proizvodnjo 5955 gigavatnih ur električne energije. 26. decembra so se pri spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo v parku v Radečah zbrali občani, ki so z nastopajočimi v red na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti obeležili državni praznik. V spremljajočem kulturnem programu so sodelovali člani Gledališkega društva Radeče in moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica. Zveza veteranov vojne za Slovenijo pa se je poklonila spominu na pot do samostojnosti in padlim žrtvam z vencem in svečami. Slovesnost so spremljali praporščaki številnih društev z območja radeške občine. V konferenčni dvorani Komunale Sevnica je potekal sprejem štipendistov.
Namen sprejema je bil med seboj povezati mlade občane, ki so vključeni v programe štipendiranja občine Sevnica. Občina Sevnica podeljuje štipendije v 3 vsebinskih sklopih: za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leto 2019-2020 je občina Sevnica podelila skupno 22 štipendij. Dodobra smo že zakorakali v novo leto, ob tem pa smo župane občin Krško, Sevnica in Brežice vprašali, kakšni so načrti ter želje in pričakovanja za leto 2020. Najprej poglejmo v občino Krško. V Krškem so konec lanskega leta sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021 ter sistem odprtih možnosti, da lahko začnejo z investicijami takoj po novem letu. Namreč priprava investicij zahteva določen čas in glede na to, da ponavadi začenjamo šele nekje v poletju s fizično gradnjo, je seveda to zelo dragoceno, da lahko začnemo pravzaprav že kar kmalu po novem letu. Za leto 2020 proračun krške občine na prihodkovni strani znaša 39,1 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,7 milijona. Od tega nekaj več kot 17 milijonov evrov za naložbe. Pomembno se mi zdi tudi to, da se bo izvajalo v naslednjem letu torej drugi del participativnega proračuna, kajti v letu 2019 smo sprejeli vse potrebne akte in pa predvsem izbrali projekte, v letu 2020 pa bomo začeli tudi s fizično izvedbo le-teh. Med pomembnejše projekte v letu 2020 vsekakor sodi izgradnja vrtca na Senovem, ki naj bi potekala še v letu 2021. Potem pa seveda tudi sama izgradnja knjižnice, ki se je v preteklem letu torej so bile izvedbe samo arheoloških raziskav, sedaj pa je odprto, da lahko začnemo graditi. Seveda precej denarja bo namenjenega ravno tako za cestni program, potem za različne obnove ulic, pločnikov in tako naprej. To so pomembnejše vsote. Drugače pa skupaj predvidevamo za leto 2020 investicij za slabih 18 milijonov evrov, kar je glede na 40-milijonski proračun zelo veliko. Občina Krško je v sodelovanju z državo decembra zaključila z dolgoletnim projektom izgradnje obvoznice. Eden pomembnih delov tega projekta pa je tudi to, da je treba obnoviti cesto Krških žrtev od centralnega mostu do nakupovalnega središča. Tukaj vodimo pogovore z državo, da bi oziroma Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, da bi pristopili k obnovi, predno bo ta ulica postala mestna ulica, ko se bo prekategorizirala sedanja obvoznica v državno cesto. To se mi zdi ena pomembnejših zadev, drugače pa seveda je tukaj tudi most v Podbočju, kjer bo še veliko naporov potrebnih za to, da bomo prišli enkrat do betonskega stalnega mostu, ki bo bi rekel, brez omejitve nosilnosti in bo omogočil promet zaledju Gorjancev. Iz Krškega v Sevnico. Kakšni so načrti za letošnje leto oziroma katere so prednostne naložbe občine? Leto 2020 bo v Sevnici v enem delu zaznamoval pričetek projektov iz dogovora za razvoj regij, v drugem pa začetek projekta širitve vrtca v Sevnici. Kajti iz povečane vključenosti otrok v vrtec, povečanega števila vpisanih otrok, je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, najprej v Sevnici, potem pa glede na potrebe tudi v drugih krajih, da se število igralnic oziroma oddelkov poveča do potrebnega obsega. In to je nekako osrednji projekt, ki bo začet. Nekaj naložb načrtujejo tudi v šolske objekte, ki sicer ne bodo tako obsežne, kot so bile v preteklih letih. Na šolskih objektih v letu 2020 nekako izvajamo investicijsko vzdrževanje, investicijske prenove, neposrednih večjih investicij v šolskih objektih ne predvidevamo. Gre za predšolsko vzgojo, kajti šolski objekti so bili kvalitetno prenovljeni v preteklih letih in je ta trenutek nujnejša posodobitev, povečanje kapacitet na predšolskem delu. Vzporedno bodo potekali še številni manjši oziroma infrastrukturni projekti. Prenove cest, gradnja vodovodov, prenove kanalizacij, ki so enakomerno razporejeni po celotni občini.
Občina Sevnica je v sodelovanju z državo aktivna predvsem na področju infrastrukture. In kako kaže s projekti oziroma naložbami v letošnjem letu? Pri sprejemu državnega proračuna smo nekoliko ali pa precej razočarani. Marsikater projekt v državnem proračunu, ki bo izvajan v občini Sevnica, se je po svoji dinamiki za leto, dve ali celo več odmaknil in ga je vlada zamaknila. Gre predvsem za projekta Most na Logu in podvoz v Boštanju, pa tudi za nekatere druge projekte na cestni mreži, ki so nujno potrebni za posodobitev. Verjamem, da ti projekti bodo. Mi kot zainteresirana občina aktivno sodelujemo z ministrstvi pri pripravi dokumentacije. Tukaj mislim predvsem na železniško progo Zidani Most-Dobova, železniško postajo v Sevnici, nadvoze, podvoze, ki so potrebni za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa na državni cestni mreži. Poglejmo še v Brežice. O načrtih za leto, ki je pred nami, smo povprašali župana Ivana Molana. Občinski svet občine Brežice je tik pred sprejetjem proračuna za leti 2020 in 2021. Investicijski načrti so ambiciozni. Gre za proračuna 2, ki naj bi bila v vrednosti 66 milijonov evrov. Od tega je približno 27 milijonov predvidenih investicij. Tu pa seveda gre kar za neke bolj velike investicije, ki si jih želimo. Seveda tu, kot sem že povedal, gre za 2 vrtca oziroma dograditev šole v Rtičah, v katerim bo vrtec in kasneje še šola se urejala in pa vrtec v Dobovi. Prav tako je predvidena ureditev starega mostu čez Krko v Brežicah. In pa seveda tudi obnova mosta v Cerkvah ob Krki, lesenega, ki je tudi bo sofinanciran z MORS-ovimi sredstvi. V načrtu je tudi ureditev ceste in pločnika v Slovenski vasi od mejnega prehoda Obrežje do odcepa za avtocesto. Predvidevajo se še tudi druge investicije, predvsem energetske sanacije, praktično skoraj večina brežiških šol in pa objektov, ki se imajo še kurjavo na nafto ali plin, tako da bo prišlo do obsežne energetske sanacije šol, športne dvorane v Brežicah, Dobovo z javnim razsvetljavanjem in podobnim, kar pomeni seveda, da ta projekt bo vreden kar okoli 5 milijonov evrov. Tu gre javno-zasebno partnerstvo, na katerim bomo pridobili tudi en del kohezijskih sredstev, približno milijon bo vložek občine, nekaj pa javnega oziroma privatnega partnerja. Nadaljevati želijo tudi z obnovo nekdanjega doma upokojencev v Brežicah. Ker ga želimo preurediti oziroma dokončati za različne namene, od tega, da bi bil noter VDC, društva, pa tudi določene bivalne enote oziroma stanovanjske skupnosti, ki bi omogočile predvsem starejšim ljudem cenejše najeme in pa kvalitetno bivanje. Prav tako začenjajo s širitvijo obrtne cone v Dobovi. Kajti dejansko, kot sem že omenil, smo v občini Brežice zadnje leta na gospodarskem področju upravno naredili. Praktično smo prodali vse občinske parcele v obrtni coni v Dobovi in pa tudi v industrijski coni Brezina, kjer seveda poleg TPV gradijo še 3 podjetja in pa v Dobovi prav tako 3, tako da dejansko se kar na gospodarskem področju stvari še razvijajo. V proračunu namenjajo sredstva tudi za gradnjo in obnovo vodovodnih sistemov. Kot so v še Križah in pa Pečicah in pa seveda tudi Cerklah nadaljevanje faz in pa vsako leto smo predvideli, da bi tudi namenili vsaj 300 000 evrov za obnovo obstoječih vodovodov, še tam, kjer so salonitne cevi ali pa dotrajane, kajti želimo, da se postopoma zamenjujejo te dotrajane vodovodne cevi, v nasprotnem primeru seveda si ne želimo, da pridemo pa spet v neko obdobje, ko bo praktično vse dotrajalo in bo vodovodni sistem v zelo slabem stanju. Občina Brežice poleg omenjenega med drugim načrtuje tudi gradnjo kolesarskih stez Brežice Krška vas in Brežice Trnje Dobova. Sledi krajši pregled športa.
Družina Makovec-Mohar z Trške gore je konec novembra v požaru ostala skoraj brez vsega. V družini z 2 majhnima otrokoma je zaposlen le oče, zaradi invalidnosti samo za polovični delovni čas. Namenska sredstva za pomoč zbira območno združenje Rdečega križa Krško. 27. novembra so ognjeni zublji popolnoma uničili dom 4-članske družine na Trški gori. Petra Makovec in Slavko Mohar sta hišo postopoma urejala od leta 2013, sicer s skromnimi dohodki, saj je v družini zaposlen le Slavko, in sicer le za polovični delovni čas. Petra je trenutno brezposelna. Oktobra, le mesec pred požarom, sta hišo obdekla še v izolacijsko fasado. Stamal sem glih ene dobre pol ure prej spat, zvečer v zgornji del hiše. Pa sem nekaj zaslišam, da nekaj poka, spodaj letim dol po stopnicah, vse vidim, vse v dimi. Pogem nazaj po tamalga, gor v sobo ga vzamem skotram, ga stisnem se pa telefon, vzamem iz spalnice in sem že tipko na 112, ko smo letela dol po stopnicah in smo direkt ven in pol ni bilo več, da bi še not nazaj. Bilo že v dimu vse čist. Ja, zgodilo se nam je neka grozna stvar, ko je pogorela hiša v celoti. Ostala nam je samo streha, pač obod hiše in streha nam je ostalo, vse ostalo je pogorelo čisto vse, do zadnje stvari. Petra se je starejšim sinom Aleksom, ki ima Tourettov sindrom, tistega popoldneva odpravila v Ljubljano k staršem, saj je bil 5-letnik naslednji dan naročen na specialistični pregled. 3-letni Žiga je ostal z očetom. Sva rekla, da ne bova zjutraj hodila, ker so take kolone. Sva se odpravila ob 6 zvečer od doma. Mlajši sin pa partner sta ostala doma. No, čez 3 ure sem pa že dobila klic, da je pač gori hiša. Po prejetem klicu se je takoj vrnila v Krško. Gasilci so še pač gasili, pomagali, kolikor se je le dalo, sicer rešiti nismo mogli praktično čisto nič. Kužek je preživel, imeli smo eno malo večjo papigo, je nažalost nismo mogli rešiti. Pa zjutraj nič, občina nam je prestopila, zjutraj takoj Rdeči križ je prestopil. Ponudili so nam začasno garsonjero, da smo vsaj na toplem. Zdaj naprej pa smo zelo odvisni od dobrih ljudi. Z prve roke nam je zelo Kostak prišel pomagati, ker nam že zelo pomagajo, čistijo, prevzeli bojo večina del tudi oni, tako da smo zelo smo veseli, da so se tako odzvali in sosedje in vsi ljudje res. Koordinacijo del je prevzel Bojan Cizelj iz družbe Kostak, ki je prav tako predsednik društva Sožitje Krško. Z deli so začeli 4 dni po požaru. Najprej z odstranjevanjem vsega uničenega, kar je bilo v požaru. Mislim, da je bilo do sedaj odpeljanega nekje 60 do 70 kubičnih metrov materijala. Trenutno poteka gradbena faza oziroma sanacija poškodb, ki so nastale v požaru. Ko so odstranili vse, kar je uničil požar, se je izkazalo, da so poškodbe hujše in da bodo potrebna obsežnejša dela, čeprav sprva ni tako kazalo. Potrebno je bilo odstraniti vse betone. Odstranili smo tudi stare stopnice, ki so bile vprašljive nosilnosti za naprej. Tako da sedaj je v bistvu potrebna osnovna betonska plošča in potem od to naprej vse. Pri delu so veliko odvisni od izvajalcev z različnih področij. Čim več del si želijo izvesti donatorsko. Pri tem dobro sodelujemo tako s podjetjem Kostak, ki je vključil nekatere svoje kooperante. Dobro sodelujemo z Rdečim križem, ki po drugi strani sodeluje, tako da se nam javljajo tako posamezniki kot podjetja iz Krškega, iz Posavja, pa tudi širše iz Slovenije. Imamo ponudbe za pomoč recimo iz Cerknice, iz Šoštanja, iz Nazarja, tako da jaz upam, da bomo skupaj uspešno zaključili. Cizelj dodaja, da bi se družina, če le ne bo nepredvidenih zapletov, v svojo hišo lahko vrnila do velike noči. Ja, nas kar tolažijo, da naj bi res se do aprila nekje selili nazaj.
Na Rdečem križu Krško je odprt transakcijski račun za pomoč družini Makovec-Mohar. Vsa sredstva bodo namensko porabljena za izgradnjo oziroma obnovo njihovega doma. V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac je na ogled gostujoča razstava iz Narodne galerije, ki je posvečena spominu na grafika in profesorja Bojana Kovačiča z naslovom Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji. Bojan Kovačič se je s samostojno razstavo grafik pred 10 leti že predstavil v Lamutovem likovnem salonu. Tokrat pa je na ogled 36 grafičnih del iz njegovega zadnjega obdobja od leta 2011 do 2017. Dve sta iz leta 1978 in sicer iz njegovega cikla Sekira in cink. Nato pa si sledita še dva cikla, ki sta ostala odprta, in sicer Človeška vrsta dišave ter Pekatores. Umetnik se je v slovenski likovni prostor pomembno zapisal kot izjemen pedagog. Na njegova pedagoška izhodišča je pomembno vplival študij v Milanu, na Milanski Breri, kjer si je v ateljejih priznanih umetnikov nabiral praktične izkušnje in poglobljeno tehnološko znanje. Njegovo delo odlikuje popolno obvladanje različnih grafičnih tehnik, globokega tiska in tiskarskega procesa, v različnih grafičnih ciklih pa je oblikoval izvirni likovni izraz. Bil je pa tudi prvi, ki je perforiral svoje grafične plošče, kar je nato sistematično v svoj likovni jezik vključil tudi Bogdan Borčič, katerega grafični opus hranimo v Galeriji Božidar Jakac. Poučeval je na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani. Do upokojitve leta 2012 je bil profesor na oddelku za likovno pedagogiko Ljubljanske pedagoške fakultete. Bojan Kovačič je 15 let vodil grafično delavnico v Narodni galeriji in v njej se je do njegove nenadne smrti leta 2017 zvrstilo nad 100 gojencev. Na tokratni razstavi so ob umetnikovih grafikah na panojih in v vitrinah študijsko predstavljene različne grafične tehnike globokega tiska in temeljni postopki grafičnega procesa z umetnikovimi orodji in pripomočki. Bojan Kovačič je poklonil grafični opus Narodni galeriji leta 2011, njegova vdova, gospa Elena Martelo Kovačič, pa v letu 2018 grafične liste nastale med 2011 in 2017. Razstava, ki je posvečena spominu na grafika in profesorja Bojana Kovačiča, je v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac na ogled do 9. februarja. Za konec pogledajmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.